Gospod Grandič, za kakšno orožje je imel dovoljenje storilec uboja, ki je potem sodil tudi sam sebi? Dober večer. V tej fazi postopka seveda govorimo o sumu uboja in o sumu samomora. Pokojni moški je imel dovoljenje za posest, hranil je 2 kosa orožja, in sicer revolver in polavtomatsko pištolo. Na kakšno situacijo pa so naleteli policisti in kriminalisti, ki so prišli na kraj dogodka? Policisti in kriminalisti, ki so prvi prišli na kraj dejanja, so naleteli na 2 trupli, ki sta ležali na pločniku ob Kolodvorski cesti v Pivki. Kraj je bil okrvavljen, osebi pa nista kazali znakov življenja. Tudi zdravnik, ki je potem prišel na kraj, je v bistvu lahko samo še potrdil njuno smrt. Kako pa se je po prvih ugotovitvah policije odvijal redosled dogodkov? Ugotovljeno je bilo, da gre za osebi, ki sta se med seboj poznali, živela sta ločeno v sosednjih stanovanjskih blokih v neposredni bližini kraja, kjer se je ta dogodek zgodil. Po prvih ugotovitvah je današnjega jutra prišlo do njunega srečanja na parkirišču pred stanovanjskim blokom, na kar je moški stekel v notranjost bloka, kjer je živel, in se v zelo kratkem času tudi vrnil in stekel za žensko, ki je hodila po pločniku. Takoj zatem naj bi bili tudi slišani streli. Kako pa ste vse zbirali obvestila o dogodku? Obvestila smo zbirali od oseb, ki so prve slišale te strele in bile tudi priča njunemu jutranjemu srečanju na parkirišču pred stanovanjskim blokom. Prav tako smo zbirali obvestila od sorodnikov, sosedov in drugih oseb, ki so oba pokojna poznali. Seveda pa z zbiranjem obvestil nadaljujemo tekom naslednjih dni. Gospod Grandič, podatek, da se je streljanje zgodilo v centru mesta, je zaskrbljujoč. Lahko bi jo skupil tudi kakšen naključni mimoidoči. Slišali smo, otroci tam hodijo v šolo. Ja, ugotovljeno je bilo, da neposredno na kraju dogodka v tem času, ko so bili slišani streli, ni bilo prisotnih drugih oseb. Iz do sedaj zbranih podatkov tudi ne izhaja, da bi povzročeni streli povzročili ogrožanje življenj, zdravja oziroma premoženja. Seveda pa ne gre prezreti, da se vse skupaj dogajalo okrog 7 ure zjutraj oziroma malček pred tem, ko ljudje hodijo v šolo, v službo, in dejansko gre za ulico, za Kolodvorsko cesto v Pivki, ki je ena bolj prometnih ulic v Pivki. Gospod Grandič, je že znano, kaj bi lahko bil motiv za uboj oziroma kakšna je bila povezava med storilcem in žrtvijo, glede na to, da sta se poznala, in kdaj bodo znane končne ugotovitve kriminalistov? Ja, kot že rečeno danes, gre za 49-letno žensko in 46-letnega moškega. Oba sta državljana Slovenije, živela sta v Pivki, v sosednjih stanovanjskih blokih. Nesporno, kar je bilo ugotovljeno, sta se med seboj poznala in se tudi današnjega jutra pred tem tragičnim dogodkom tudi srečala na parkirišču v neposredni bližini potem tega dogodka, ki je sledil. Seveda pa sam motiv v tej fazi še ni ugotovljen in ga bomo skušali razjasniti v nadaljevanju postopka. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala tudi vam.